Mulčer Boxer podjetja Ino Brežice in Kovisovo ležajno ohišje K25L z lepljenimi obrabnimi ploščicami sta inovacije, nagrajeni z zlatim priznanjem za inovativnost v Posavju. Mulčer Boxer je namenjen urejanju zelenih površin, pa tudi za uporabo v vinogradništvu in sadjarstvu. Razvit je bil na osnovi ideje našega švicarskega partnerja, kjer smo nekaj patentov, ki jih imamo zaščitene, združili v to inovacijo in nastal je nov izdelek in zdaj ga testiramo na teh trgih in rezultati upam, da bodo v redu. Porabimo manj energije kot konkurenčni proizvodi, testirano, izmerjeno na inštitutih v tujini, tam med 20 in 24% manjša poraba energije, ustvarjamo pod pritisk in nad pritisk, tako da je stroj uporabljen na golf igriščih, uporabimo v parkih, uporabi v vinogradih, sadovnjakih in celo na pašnikih. Ležajno ohišje K25L z lepljenimi obrabnimi ploščicami je geometrijsko izboljšano ležajno ohišje s posodobljenim načinom pritrditve obrabnih pločevin, ki je nadgrajen z novimi tehnologijami spajanja materialov. To že obstaja, ampak smo bili toliko inovativni, da smo zmanjšali, reducirali težo in tudi pretrjevanje manganskih ploščic smo spremenili čisto tehnično. Ena novost, katera predvidevam, da bo na tržišču v naslednjih 5 letih sigurno dobila dober efekt, kajti že zdaj smo proizvajalec teh ohišij in z 40% evropskim tržnim deležem. Tako da se bo stopnjevalo še sigurno rast na tem področju. GZS, območna zbornica Posavje, je priznanje najboljšim inovatorkam in inovatorjem v regiji podelila 6. junija 2016. Razpis za najboljše inovacije v Posavju je bil letos objavljen že 13. Letos se je na razpis območne gospodarske zbornice Posavje prijavilo 11 prijaviteljev. Od tega je bilo 10 ocenjenih, za eno prijavo pa je komisija ocenila, da ne izpolnjujejo vseh pogojev. Od teh 10, ki so bili ocenjeni, so 2 zlate, 3 bronaste, ostale pa so srebrne. Obe zlati inovaciji se bosta septembra potegovali za najvišje priznanje za inovativnost na državnem nivoju. Definitivno je Posavje pokazalo, da ima veliko inovativne energije. Iz tega zornega kota smo seveda veseli, da smo iz Gospodarske zbornice Slovenije lahko doprinesli k temu, da jo bomo tudi promovirali v Ljubljani oziroma na dogodku na Brdu in nasploh v slovenski regiji na jesenski prireditvi. In kaj odlikuje najboljše? Zlate inovacije pa presegajo ta slovenski okvir in zagotovijo preboj podjetju na svetovni trg, tako da tem, ki so pa res na ta globalni trg posegali, smo pa podelili tudi zlata priznanja. V uvodnem delu slavnostne podelitve priznanja je potekala okrogla miza, na kateri so udeleženci razpravljali o pomenu podpornega okolja za razvoj inovativnosti tako v regiji kot tudi širše. Jaz mislim, da so inovacije, inovativni pristop tako pri vodenju kot pri tehničnih rešitvah temelj pravzaprav sodobne konkurenčne gospodarske družbe. Brez te dejavnosti ni razvoja, ni možnosti pravzaprav obstati na teh zahtevnih trgih. V Posavju ocenjujem, da je ta dejavnost zelo prisotna. Imamo veliko podjetij, ki se izredno dobro obnesejo na mednarodnih trgih. To pomeni, da imajo zelo dobro inovativno dejavnost. In kakšna je inovacijska klima v nagrajenih podjetjih? Vrhunska. Imamo mlad, inovativen kader, ni treba posebne motivacije, res so motivirani in zelo pridni sodelavci. Inovacije so zelo pomembne za naše podjetje, saj z njimi se uveljavljamo na tujih trgih, predvsem na zahtevnih trgih, kot so Nemčija, Anglija, Švica, Avstrija, Avstralija, Nova Zelandija. Kdo pa je dober inovator? Tisti, ki vsak dan kaj novega izmisli, vsak dan kaj novega izboljša in tisto, kar na koncu tudi prizna trg in kupi. Ko izmisli enostavno. Vidi rešitev na čim bolj enostaven način. Da zadane čim več puhova na mahi. Ko vidi enostavno rešitev na obstoječem izdelku ali pa na novem izdelku.